Naše letošnje super intervjuje odpira tudi super človek, nekdo, ki ga lahko vprašate o politiki, zdravem življenjskem slogu, pa tudi o nasvetih za uporabo Instagrama. Nekdo, ki je bil s strani ljudstva večkrat izvoljen ali, kot bi temu danes rekli, lajkan. Gospod Borut Pahor, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Kar zanimivo je spoznati v živo osebo, ki je nosila toliko pomembnih funkcij v zadnjih letih, pa predvsem živela v naših telefonih, ampak da spravimo čim prej temo politike pod streho. Predsednik vlade ali predsednik države, kaj vam je bilo ljubše in v kateri vlogi ste se počutili res dobro? Nedvomno predsednik države. Pa ne zato, ker je lažja funkcija, je drugačna funkcija, taka, ki tudi bolj ustreza mojemu karakterju in recimo mojim političnim stremljenjem. Se pravi, povezovati ljudi, jih predstavljati, iskati tisto, kar nas povezuje. Pri predsedniku vlade so nekatere druge značilnosti. Tudi to je seveda zelo lep poklic, seveda tudi zelo zahteven, verjetno morda zahtevnejši od predsednika države, verjetno najbolj zahteven politični poklic. Tudi tam so bila zadoščenja, ampak ko povlečem črto, se mi zdi, da sem kot predsednik republike tudi osebno užival v tem. Pri predsedniku vlade so bili zelo redki trenutki, ko smo recimo uredili odnose s Hrvaško ali ko smo vstopili v OECD ali ko so bili prvi znaki recimo izboljšanja gospodarske situacije po tisti siloviti gospodarski krizi. Se pravi, položaj predsednika republike mi je bil nekako, se mi zdi, pisan na mojo politično kožo in značaj. Kot premier ste sicer delovali v času, kot ste omenili, najhujše gospodarske krize vsaj naše generacije, potem predsednik države pa ste bili v času covida, torej zagotovo niste imeli lahke politične kariere. Ali se vam zdi, da imajo vaši nasledniki lažje ali težje delo? Bi se izognil temu, bi rekel, da imajo vsak svoje težave in svoje priložnosti. Res je, to, kar ste omenjali, da sem šel skozi dve velike krizi, eno gospodarsko in eno naravno, je točno. In ko ste že vi na začetku omenjali položaj predsednika vlade in ga primerjali s položajem predsednika republike, ne rečem, da kolikor je že bilo težko biti v času gospodarske in socialne krize, pa tudi neurejenih odnosov s Hrvaško, predsednik vlade, so mi izkušnje takrat zelo pomagale, da so me izklesale politično za položaj predsednika republike in sem ga tudi zaradi tega veliko bolj zrelo opravil kot brez te izkušnje. Tako da vsak mandat ima svoje priložnosti, vsak mandat ima tudi svoje probleme in jaz mislim, da moramo ljudi, ki delajo in opravljajo te funkcije, v osnovi spoštovati, to ni hvaležno delo. Seveda pa to ne pomeni, da ne smemo biti kritični, to je sestavni del ene demokratične družbe in tako se mi zdi, da je tudi prav. V bistvu kot zelo že mladi ste začeli delovati na tem področju. Kaj vas je potegnilo v svet politike? Ali ste mogoče že kot mladi vedeli, da bi radi nekoč postali predsednik države? No, res je, da obstaja dokaz in priče, ki vedo povedati, da ko sem bil vodja otroške kolonije, to je bilo, mislim, da prav zadnje leto ali predzadnje leto, ko sem bil še študent in sem bil vodja vseh slovenskih učiteljev v Puli. Da sem na enem srečanju rekel, da bom naslednji predsednik oziroma da bom predsednik države. To je bilo verjetno gotovo je bilo to rečeno v nekem takem humornem vzdušju. Res pa je, da sem se takrat že spogledoval z politiko, sicer mednarodno, in sem takrat študiral politične znanosti, mednarodne odnose. Zakaj politika in kako politika? Zakaj? Zato, ker me je vedno zanimalo, koliko lahko posameznik vpliva na to, kaj se dogaja okrog njega. In to vprašanje me še danes vznemirja. A smo mi danes vrženi v svet, ki se odvija po svoje in smo nemočne žrtve teh dogodkov, ali pa vplivamo na te dogodke. To me še danes na nek način čisto politološko vznemirja. In se mi zdi, da neka interakcija je. Mislim, da lahko posameznik, če ima neko prevladujočo politično in gospodarsko moč, precej pomembno lahko oblikuje neke tokove. Niso samo umevne stvari. Zato se mi zdi, da moramo biti zahtevni do tistih, ki nas politično in gospodarsko vodijo, ker imajo neko moč, s katero lahko do neke mere
usmerjajo tokove družbenega in političnega življenja. No, ko sem se zavedal, da me to vprašanje zanima, pa sem se počasi seveda približeval tudi razmisleku o tem, da bi morda nekoč to tudi počel. Jaz sem sicer jaz sem bil pripravljen po koncu fakultete, da odidem v Združene države Amerike, dobil sem namreč štipendijo za študij, za doktorski študij diplomatskih ved. Jaz sem bil, mislim, da kolikor smo takrat to vedeli, prvi študent v vzhodni in srednji Evropi, na drugi strani Berlinskega zidu, skratka, ki je dobil tako štipendijo za doktorat za diplomatske vede v Združenih državah. No, moja mama je pa takrat znova zbolela in nisem jih hotel pustiti same in sem ostal v Sloveniji in potem na hitro sprejel neko ponudbo takrat predsednika Kučana, ki je bil še na čelu Zveze komunistov, se vključil v delo in potem nekako ostal v politiki. Nisem nič hotel nikoli menjati, ne barv, ne stranka, ampak sem ostal v zvestniki za misli osnovni in sem na njo potem tudi kot predsednik stranke in predsednik vlade na njo tudi potem vplival. Zagotovo ne gre, po mojem ste se prav odločili, sploh če se je to šlo zaradi mame, ampak vam je mogoče žal. Nikoli ne bomo vedeli, kaj pomenijo naše odločitve v nekih križiščih. Kajti nikoli ne moramo iti nazaj na križišče. Jaz mislim, da je to dobro. Ne vem, kaj bi ljudje delali, če bi se lahko vračali. Mislim, da bi stalno cirkulirali, da bi se stalno vračali nazaj in poskušali, ali je kakšna stvar boljša, drugačna. Torej, kolikor se jaz osebno poznam, to je bilo tudi mnenje tistih, ki me poznajo in smo se pogovarjali o tem, bi zelo verjetno ostal v Združenih državah Amerike. Jaz sem človek, ki se zelo hitro prilagodi okolici. Nazadnje moje otroško življenje je bilo tako, da sem se moral, kajti mama je bila večinoma po bolnicah, jaz sem moral biti torej pri krušnih starših ali pa pri teti in stricu. Mogel sem se prilagajati. Jaz sem zelo zgodaj začel tudi delati zase. V srednji šoli, zlasti na fakulteti, sem si sam služil kruh. Tako da sem vedel, da se treba prilagajati. Moja mama vedno reka, bodi prijazen, nikoli ne veš, kdo bo skrbel zate. In verjetno bi moj odhod v Združene države pomenil, da bi si verjetno tam potem tudi ustvaril družino in tam ostal glede na moj značaj. Kajti Amerika me je vedno privlačila, danes niti ne toliko več, kot me je. Če me danes vprašate, bi raje ostal in živel v Evropi. Vendar tedaj, v 80-ih letih, ko sem bil še študent, je bila Amerika nek svetilnik nečesa drugačnega, novega, modernega, privlačnega. Danes jo gledam drugače, sem pogosto, tudi prihodnji teden grem spet za en teden v New York. Zdaj, ko primerjam lahko Kitajsko in New York, vedno rečem, da je New York muzej Šanghaja. Stvar prihodnosti se zdi se je preselila iz ene celine na drugo. Jaz sem pogosto na Kitajskem, tam delam in lahko opazujem, kako se svet spreminja dramatično. Če ostanemo pri tem potovanjih in tako naprej, glede na svoje funkcije, ste verjetno obiskali veliko držav, pa nas zanima, kje v bistvu ste najraje, v Sloveniji ali je kakšna točka v tujini, ki vas še danes privlači, da mogoče, ne vem, bi se tam odselili? Jaz mislim, da imamo Slovenci strašno srečo, da živimo v tem raju. Jaz sem zares videl veliko sveta. Nenazadnje sem ga začel videvati kot turistični vodič v času študija. Potem pa mi je služba narekovala, da sem ta svet spoznal tako in drugače kot predsednik parlamenta, kot predsednik vlade in predsednik države. Seveda so kraji, kjer je lepo, vendar so to zame kraji, kjer je lepo za obisk. Potem se pa vedno rad vrnem domov in jaz sem med tistimi, ki imajo domotožje. To mogoče zdaj malček striže za prejšnjo mislijo, da se prilagodim in si lahko ustvarim življenje druge. To je veljalo za čas, ko sem si ustvarjal življenje. Takrat bi verjetno še danes mislim ostal v Združenih državah, danes pa pravzaprav ne. In čeprav praviloma grem recimo na Kitajsko ali za 5 ali za 15 dni, recimo za tak čas, se vedno rad vrnem domov. Rad grem tja, ampak se rad tudi vrnem domov. Tako da Slovenija se mi zdi čudovita. Sem Primorc, seveda, ne. Jaz se imam za Krašovca, moj oče je iz Krasa, iz Opatjega sela, se pravi sem Opajc. In dobro, mama nikoli ni bila zadovoljna s tem, da sem se imel za Krašovca, ker ona je iz Vipavske doline in bi rada videla, da sem vsaj pol Vipavca. Ampak nekako se mi je zdelo, da moram biti cel nekje.
In nekako se mi zdi, da ko pridem v Opatje selo, pridem v kraj, v katerem sem preživljal najbolj, tako bom rekel, najbolj srečno otroštvo tam med 1. in 4. letom, potem pa sem šel v Šempeter v vrtec in so se stvari spremenile. Mi imamo za vas nekaj hitrih vprašanj, tako da tudi hitro prosim, če odgovarjate. In sicer, kaj imate raje? Všečke ali sledilce? Sledilce. Raviole ali žli krofe? Raviole. Črno ali belo vino? Belo. Pivo in cvetje ali melodije morja in sonca? Melodije morja in sonca. Samsung ali Apple? Samsung. Morje ali hribe? Morje. Oljčno ali bučno olje? Oljčno. Levo ali desno? Ne smete pretežkih vprašanj, ker smo še vedno zjutraj. Ne? Bom razmislil do večera. Zmenjeno. Bom Google vprašal. ChatGPT. Vsi se spominjamo vaše katrce. Takrat je šla v dobrodelne namene. Pa me v bistvu zdaj zanima, kakšen avto vozite danes? Danes imam BMW X3. Mislim, da sem se dobro odločil, sem veliko na cesti in moram imeti avto, ki je dovolj varen in prostoren, tudi za tiste, ki me spremljajo, za prtljago, kajti gremo pogosto na letališča in to ne vedno samo na Ljubljansko, tako da sem se pametno odločil. Sem pa zelo rad imel katro in še raje sem se od nje na posloven način, kot sem se. Katra je prinesla otrokom v boju z rakom, mimogrede praznujemo ta mesec, njihov pogum, ne? Otrok, ki se bojijo z rakom, je prinesla 370 000 evrov in danes obstoji Katrin sklad, se imenuje Katrin sklad, kajti tam je denar od prodaje avtomobila in ta denar je namenjen, zelo lepo se mi to zdi, za žepnino otrokom, ki se bojijo z rakom. Se pravi, ne glede na to, kaj si starši mislijo, ne glede na to, kaj si mislijo drugi, od katerih so sicer otroci odvisni, oni dobijo žepnino in to žepnino lahko uporabijo ali za čips, ali za sladoled, ali za karkoli. Tako da, in so zelo srečni. To vem, ker se z njimi še vedno družimo in mi to zelo veliko pomeni v tisti osamelosti na nek način in pomeni to, da imajo nekaj, kar je samo njihovo eno tako spričevalo, da je neko upanje tudi v tem smislu, da se lahko sami o nečem odločajo, da niso samo žrtev neke hude bolezni. Ne. Katrca drugače je itak, se mi zdi, kot en zidak v popkulturi Boruta Pahorja. Mimogrede, Katrca je prišla tukaj iz Portoroža, iz obale. Ja. Jaz sem iskal Katro in enkrat leta 2000 in enkrat vidimo, da je Katra v Portorožu in še več, zvem, da je Katra last ene gospe. To je bilo že obetavno. Potem je bilo še bolj obetavno, ko smo zvedeli, da je last starejše gospe. In ko smo jo prišli pogledati, je bila Katra nova. Ja. To je bila namreč ena izmed zadnjih Katr, ki so šle z tekočega traku v Nove mesto. Je bila nova. In smo rekli, gospa, to je nov avto. Ja, reka, veste kaj, ko grem v Koper službo, če dežuje se, grem z avtobusom. Si morate misliti, so rekli, avto bo kupljen. Polje pa imela zagotovo malo kilometrov, vi imate pa veliko kilometrov v sami vaši izpostavljenosti, ne? Če omenim torej na vašo popkulturo. Kako to doživljajo vaši najbližji, torej partnerka, vaš sin? Torej, Tanja se je, ko se je odločila, da nekako živiva na svoj način skupaj, soočila z dejstvom, da živi z nekom, ki je izpostavljen, to je sprejela in to zelo stoično prenašala in še to danes počne. Če me izprašujete po sami izpostavljenosti glede socialnih omrežij, ne, je od vsega začetka ona, Luka pa še bolj, ne, Luka je danes diplomat, dela v Bruslju, je nekako živo z mano to politično življenje, je vedel, da je to moje orodje za politično propagando, da ima svoj namen. Ko se je moja politična kariera končala, smo se spraševali, kaj ne naredimo zdaj za Facebookom, Instagramom, X-om, nazadnje imam 340 000 sledilcev in se je bilo treba odločiti, no in potem sem pač sprejel kot prvi državnik na svetu odločitev, da grem v monetizacijo. Se pravi, zdaj že nekaj mesecev so ta orodja na voljo za oglaševanje in interes za oglaševanje je bistveno večji od mojih pričakovanj in glede na strukturo sledilcev se
zlasti zdaj v glavnem odločajo brendi za oglaševanje brendov, manj produktov, ampak brendov, kajti moja populacija sledilcev je zelo splošna, tudi starostno je čudovito postavljena v en tak, se začne z mladimi in konča starejšimi, vmes je pa ta mlajša in deloma tudi srednja generacija. Tisti, ki imajo pač kupno moč. Ja, tisti, ki brand želijo krepiti, pravzaprav tak medij zanima. Veste, 340,000 sledilcev pomeni vsak dan za nekoga, ki oglašuje, lepo priložnost. In to so prepoznali tudi zdaj že globalni brendi, tako smo ravno ta teden podpisali en tak sporozum z takim globalnim brendom, ki bo začel oglaševati. Tako da, ja. Ne smete še izdati s kom? Ne, pogodba pravi, da s prvim oglasom. Ja. Še eno vprašanje, torej vi tudi podcast ustvarjate svoj, kaj vam je mogoče bliže, ali TikTok? Ja, podcast od Mastercarda ni moj. Mastercard je seveda naročnik in jaz z veseljem delam, ko mi je bila predstavljena pred 2 letoma in nekaj meseci ta zamisel, sem jo takoj pograbil, ker smo tudi sami razmišljali, da če bi šli v oglaševanje, bi šli tudi v podcast kot en tak spremljevalni mehanizem. Mastercard se je izkazal za sjajnega sodelavca, mi pusti zelo odprta roke, seveda ima nekaj pričakovanj. Gost je pa sjajni, število ljudi, ki si ga pogleda, pa zares nad vsemi pričakovanji. Nekoč ste sicer kot predsednik vlade dejali, da ste imeli 3.000 evrov mesečne plače in da s tem denarjem v tistem času ne morete preživeti. Mislim, da je bilo to okrog leta 2010. Koliko bi po vašem... Prej ste omenjali, da boste prijazni z mano. V redu, kar nadaljujte. Vi ste povedali, da imate nove naročnike, globalni brendi. Ne, zanima nas v bistvu samo to, da koliko bi po vašem morala biti... To je bila neumna izjava, tako da pejmo naprej zdaj. V današnjem času koliko bi mogla biti plača? Ne, pravim, neumna izjava, ne bi komentiral naprej, ne bi poglabljal te neumnosti. Ja. Ne vem pa sicer, res me zanima, ker se na to logično ne spoznam, ker nisem v politiki in tako naprej, ampak parlamentarni ljudje imate potem še eno obdobje neke plačo. Ja. Vi ste še deležni tega, kako to deluje? Torej, za različne politične poklice različno, za poslanca, predsednika vlade, za predsednika države. Moja zadnja izkušnja je bila časom 1 leta, ko predsedniku države pripada pisarna, 2 sodelavca in nek proračun. Mislim, da je to dobra rešitev. Nekateri pravijo, da ne. Mi smo ena redkih držav, ki po 1 letu prekine za bivšim predsednikom in predsednik nima nobenih obveznosti do države, bivši, in država do njega. Jaz sem s tem absolutno zadovoljen. Moja izkušnja namreč je, da če želite recimo iti v zasebni sektor, kar je bila takoj moja želja po koncu mandata predsednika republike, potem je čim prej dobro, da greste na trg. Tisto leto, na koncu leta mi je bilo že odveč, sem želel, da se to leto čim prej konča, da grem v zasebni sektor, kajti ko vi prejemate seveda nadomestilo za plačo 1 leto, vse, kar zaslužite, morate vrniti državi. Jaz sem mogel vse, kar sem zaslužil, vračati državi in se mi je zdelo, da je čim prej dobro, da se država loči od mene, jaz od nje in da sem jaz na svojem, delam svoje stvari, država pa mi nič ne daje in mi tudi ne more nihče očitati, da živim na njegov račun. To je strašno olajšanje. Za nekoga, ki je dolgo časa v politiki in posluša vedno, da ali potuje kam na račun davkoplačevalcev, da ima to na račun je to, ko enkrat končate, tako olajšanje, da se vam težko to razloži. Verjetno morate biti tudi sami toliko bolj previdni, zaradi takšnih in drugačnih situacij, kako boste kaj razporedili. Absolutno. Ko ste vi v politiki, morate vedeti, da je vaš delodajalec, da so ljudje, njim ste odgovorni, oni vas plačujejo. Vi morate biti občutljivi na njihovo občutljivost, se morate do neke mere prilagajati, na koncu njim služite. Ko ste politik, služite ljudem. Ko ste zasebnik, služite zase. In to razliko je dobro od začetka politične kariere poznati. Jaz sem imel to srečo, nazadnje se boste strinjali, živimo v italijanski meji. Ja. In v 80 letih, ko sem jaz rasel kot politična osebnost, sem jaz lahko videl politično kulturo, manire, ki so prihajali iz sosednje Italije. To je bil tudi čas, ko so se že zapletale politične stvari v Italiji, ki so potem v začetku 90-ih vodile v hudo politično krizo. In nekatere manire sem jemal za samoumevne. Mislim, če si v politiki, nič, kar ni tvoje, ne sme biti tvoje. Ne? Ja.
Tako da ne smeš se okoriščati s položajem. Moraš nekako razumeti, kaj ljudje pričakujejo. Ni treba, da narediš natančno tisto, kar želijo, narediš tisto, kar ti misliš, da je prav, ampak moraš vedeti, da delaš za njih, ne zase. Ne. Tako da to mi je gotovo koristilo, da sem živel tukaj v tem slovensko-italijanskem, recimo, ne, mentalitetnem prostoru, ki mi je za mojo politično kariero prav prišel ob začetku, recimo, demokratičnih procesov v Sloveniji. Ne. Ja, ker vem, da v Sloveniji, torej, če traja 1 leto, potem še po neki funkciji, vem, da v Italiji, če se ne motim, traje parlamentarne plače še. Ja, v svetu je ponovadi tako, da predsedniki držav imajo do konca življenja neke usluge. Jaz sem zadovoljen, da jih nimam, pa ne samo zato, da mi ni treba pojasnjevati, kaj počnem, ampak tudi zato, ker dejansko lahko tudi rečem tisto, kar si mislim, poslovno delam to, kar hočem. Kajti, če bi bil v neki zvezi z državo, bi moral to upoštevati. Tako mi pa tega ni treba in jaz lahko danes pač poslujem na 100 načinov po premisleku, kaj se meni izplača, ne glede na to, ali bi kdo to ocenil za korektno ali ne. Recimo, jaz sem zdaj veliko na Kitajskem, kdo bi rekel, a je to pametno. Koga to briga? Jaz sem zasebna osebnost in delam tam, kjer se mi zdi, da je prav. Ne. No, mogoče potem, glede na to, da sami odločate in odgovarjate za vaše besede in mnenja, mi bi vas vprašali, kako sicer ocenjujete, morda se celo postavite na kakšno stran glede 2 perečih vojn v tem trenutku, torej Ukrajina, Rusija in Palestina, Izrael. Nič. Spomnim se sicer SMS-a poslušalca, ali poslušalke se ne spomnim konec, v času ameriških volitev, čigar vsebina je bila, da zakaj toliko govorimo o volitvah v Združenih državah Amerike, da to z nami nima nobene veze, pa vendar vsaj s tem Trumpovim mandatom je nekoliko bolj jasno, zakaj. Ne? Kakšno vlogo, če lahko nekako opišete našim gledalkam, gledalcem, poslušalcem, imajo konec koncev Združene države Amerike s temi vojnami in mogoče tudi samo Evropsko unijo? No, gledajte, ko sem rekel, da se ne postavljam na nobeno stran, nisem hotel reči, da nimam mnenja o tem, kdo je napadalec, kdo vodi obrambne vojne, vse to je jasno in hotel sem samo reči, da se poskušam izogibati danes nekim političnim ocenam. Delam v zasebnem sektorju. Pa mislite, da vaše mnenje ne velja? Niti se ne trudim, da bi veljalo. Ne želim s svojimi stališči vplivati na javno mnenje. To vidite, zelo malo izjav dajem v tem smislu. Mislim, da se svet obrača v napačno smer. Mislim, da je to vsem jasno. Ta multilateralizem, ki je vladal svetu po drugi svetovni vojni za Organizacijo združenih narodov kot osrednjo institucijo, ki je skrbela za mir, se nekako razkraja, znova se vrača politika moči, se pravi, važno je, koliko moči imaš, ne, katera pravila spoštuješ, ki so napisana za vse enako. To seveda postavlja Evropo v en položaj, kjer se bo morala osamosvojiti. Kot veste, sem velik zagovornik Združenih držav Evrope. Mislim, da lahko samo tako tudi Slovenci dobro in varno preživimo, če bomo v skupnosti povezanih narodov in držav, ki imajo približno enake vrednote kot mi. Rusija je napadla Ukrajino in s tem na nek način načela red na stari celini, ki je veljal. Kljub tej sicer zelo surovi vojni na Balkanu, to je največji konflikt po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. Kot vidimo, se nič ne kaže, da se bo končalo. Amerika je precej naivno s predsednikom Trumpom posegla v ta konflikt, misleč, da ga bo hitro in enostavno rešila, ne da bi pravzaprav poznala okoliščine, zakaj se je vse skupaj sploh zgodilo in da tukaj ni mogoče iskati matematične sredine med dvema interesoma, ukrajinskim in ruskim. Rusija bo še naprej zelo agresivna in s tem se moramo soočiti, na to pripraviti. Rad bi, da bi se stvari na Bližnjem vzhodu umirile. To, kar se dogaja, je zaskrbljujoče. Mislim, da ni nikogar, ki bi bil ravnodušen ob tem, kar se dogaja v Gazi. Moramo seveda na drugi strani razumeti, da je bil Izrael napaden, da so surovo intervenirali, torej da je Hamas surovo interveniral 7. oktobra v to državo, ta pa se zdaj nesorazmerno seveda znaša nad ljudmi. Problem bi bil seveda rešen, če bi Hamas vrnil talce, potem razloga za to, kar počne nesorazmerno izraelska vlada, ne bi bilo več, ampak Hamas
drži za talce svoje ljudi v Palestini in to seveda je huda reč. Tako da, kot rečeno, jaz lahko to opazujem, nimam nobene moči, da bi na to vplival. Zato pravim, se raje izogibam nekim strašnim pametovanjem o tem, kar imajo že tisti, ki se s tem dolžno ukvarjajo veliko dela. Kaj pa, če bi bili na funkciji, bi se postavili na stran? Ne razmišljam o tem, da sem na funkciji. Ravno to mi daje neko veselje, da ni treba razmišljati. Imam drug fokus danes v življenju. Ni mi treba vstati zjutraj in razmišljati o tem, kot sem to počel 32 let. Danes vstanem zjutraj, vstanem zelo rad, se veselim življenja in dela, ki ga delam zelo, ker je ustvarjalno, je kreativno in razmišljam o drugih problemih, in mi je to veselje. Spoštujem pa tiste, ki so dolžni se ukvarjati s tem, njim lahko. Mogoče samo en kratek komentar na to, da je Trump ministrstvo za obrambo preimenoval v ministrstvo za vojno. No, tak naslov je svoj čas to ministrstvo tudi imelo, ampak ga je z nekim razlogom leta 1947, mislim tudi, da spremenilo. Ne. Zdaj ga je predsednik Trump vrnil. Gre pa za celo vrsto teh njegovih odločitev, ki kažejo na to ambicijo pokazati, da je Amerika center, najmočnejši center sveta in da bo tako ostalo, ne glede na to, kaj se dogaja v svetu in da je center tega najmočnejšega sveta, torej Amerike, on. To ni kakšen tak hvaležen znak, ki nas bi pomiril. Ne rečem, da bo zdaj to pomenilo samo po sebi nekaj slabega, ampak ni simpatičen znak. Ne. Mislim, da si vsi želimo nek mir in varnost. To je danes na preizkušnji in od velikih sil, zlasti od Združenih držav Amerike, Kitajske, verjetno Ruske federacije, pa tudi Evropske unije, je odvisno, kako se bo stvar razpletla. In mi najprej in predvsem moramo poskrbeti, da to Evropo pripravimo na to, da ostane mir in varnost tukaj zavedno. Ne. Prej smo ravno govorili o tem, da se veliko sedaj ukvarjate tudi s socialnimi omrežji. A se kdaj kaj podučite o socialnih omrežjih? Ne vem, obstajajo predavanja o tem ali mogoče vam kdo drug svetuje glede tega, kako objavljati, kdaj objavljati, kaj objavljati? No, jaz o TikToku nisem razmišljal, nisem videl potrebe, da bi ga imel, kot sem vam rekel, po koncu politične kariere sem celo razmišljal, da bi morda vse skupaj ukinil. Ker nisem videl razloga, da bi to imel. Jaz sem človek, ki bi rad, da se brez nekega smisla pojavljam v javnosti. Mora imeti to svoj smisel. Ne? Prej je bila to politika in iskanje podpore med ljudmi, potem pa sem ga našel v tem, da to monetiziram, se pravi, da z oglaševanjem tudi dobim vir dohodka. Ne? In to me potem sili v neko kreativnost, kjer se je potrebno do neke mere ukvarjati s tem, kakšni trendi so in kako. Jaz sem že povedal, da razmišljamo o tem, da gremo tudi na kitajski TikTok, da gremo na Telegram, se pravi, da gremo na kitajsko tržišče, da gremo na rusko tržišče. Vse to je treba proučiti z vidika algoritmov, sistema, nekega trga. To seveda terja nek čas, ampak to je del mojega poslovnega življenja, zato zdaj to ni več tako čudno. Pri socialnih omrežjih je dvoje bistveno. Eno, da ste avtentičen na njih in drugo, da ste dosleden v objavljanju. Ne? To sta dve taki zlati pravili, ki so se izkristalizirali tako recimo v zadnjih 10 ali 15 letih, recimo od Facebooka naprej. Jaz imam dve podvprašanje za vas. Kaj vas toliko privlači pri Kitajski? Ker ste rekli, da ste kar povezani s Kitajsko in kaj se vam zdi, da je pri vas tisto, kar vas dela avtentičnega? No, mislim, pri avtentičnosti gre za to, da se v bistvu ne fejkate na socialnih omrežjih, da se objavite ali objavljate tako, kot čutite, mislite, kakšenkrat je to v redu, kakšenkrat ni, kakšenkrat so srečni, kakšenkrat so nesrečni. Ampak to, kar je v videu ali kar je na fotki, je nekako vas izraz. Ne? To je avtentičnost. Kitajska je prišla po naključju pravzaprav v moje delovno okrožje. Jaz sem namreč podpisal pogodbo z londonsko agencijo za govornike in ko smo iskali tržišče, smo ugotovili, da je pravzaprav najhitreje rastoče tržišče za govornike na svetu Kitajska in da imajo nekateri zahodnjaki do tega neke zadržke, ne vsi, nekateri. Jaz pa sem rekel, da takih zadržkov nimam, ker ne želim delati za vlado, želim delati za zasebni sektor.
In ko sem začel hoditi na Kitajsko, sem gotovo, da je pravzaprav to zares trg, ki je v silovitem porastu, ki je urejen, kjer so plačilni sistemi, kjer so dogovori verodostojni, kjer se lahko zanesete, da ste pravno in drugače varen. In ta vzajemna želja, da sodelujemo, se je krepila in zato sem pogosto v centralni Aziji, to so države kot je Uzbekistan, Azerbejdžan, pa recimo na Kitajskem, ki je pač ogromna država z neverjetnim potencialom. Kitajska je danes kot neka Amerika v 60. in 70. letih, ne? V enem silovitem vzponu, kjer so ljudje zadovoljni s tem, kar lahko vidijo v svojem življenju, namreč da grejo stvari iz dneva v dan na bolje. Sej ne, da so brez težav in brez problemov, seveda so, ne? Ampak nekako se čuti ta vera v prihodnost, ki je recimo v zahodnem svetu ni toliko, ne? Tako da, ja, rad hodim na Kitajsko, rad tam delam. No, zdaj sicer grem šele, mislim, da čez 14 dni, ampak ja, se veselim te poti. A znate kaj po kitajsko povedati? Kakšne fraze že, no. Šiši, ja. Mi vemo Tsingtao, samo to vemo. To vemo, kaj je. A za pivo Tsingtao. Zdaj, če se vrnemo na TikTok, mi smo ga že kar dobro prestokali. Imate v bistvu izredno zanimive rubrike, kot so naprimer Story Time in življenjski nasveti. Pa nas zanima, če nam lahko date en svoj nasvet na vaš način. Naprimer, kako imeti dober odnos s taščo. Ja, in imamo podlago. Pazi to. Je prav pesmico imamo. Jazzy mora biti ozadje, ne? Tako jazzy. Okay. Aha, zdaj lahko že. Ja, lahko poveste. Torej, lahko date en nasvet. Kako imeti dober odnos s taščo? Da se strinjate z njo. Da rečete vsemu ja. Saj niste prepogosto z njo, ne. Pa je narediti to uslugo, da se strinjate z njo. Okay. Pri tašči to ni tak problem, ne. Pangos. Ok, naprimer potem še kako se odzvati, ko dobiš darilo, ki ti ni všeč? Jaz mislim, da nekdo, ki da darilo, ga da v dobri veri. In zanj pomeni izkaz spoštovanja do vas. Sprejmite ga. Njemu je všeč, to je bistveno. Ne toliko, okay, da je všeč vam. Njemu je všeč, on vam ga da, sprejmite ga z nedolžnim navdušenjem, ampak z navdušenjem. On je vesel, da vam ga da. Sprejmite ga tako tudi vi z veseljem. Okay. A to brezplačno zdaj ali kaj? Ja. Ste sprejeli intervju, okay. To je to. Potem, kako biti dober influencer? To smo prej povedali sicer, ne? Ja, biti avtentičen, biti dosleden, ampak imam vedno težave s tem, da se komu reče vplivnež. Kakšna je definicija vplivneža? Kdo je vplivnež? Da nekako vplivaš na ostale ljudi, na odločitve ostalih ljudi. Ne, a je to, da imaš veliko število sledilcev? Ne, po mojem, da lahko, kot ste povedali, monetiziraš. To so že zanimive definicije. Ja, jaz mislim, da je treba biti avtentičen, da je treba na nek način biti zanimiv. Ne. Mislim pa, da je treba tudi vedeti, zakaj nekaj počnete. Ne. Jaz ne morem nesmiselno delati. Recimo, če sprejmem vabilo, da pridem na en pogovor v radio, ga sprejmem zato, ker se mi zdi, da vsako toliko je dobro, da ostanem tudi v tem smislu, v živahnem stiku z publiko. Nenazadnje, če sem šel zdaj v oglaševanje mojih spletnih omrežij, je to za tiste, ki želijo pri meni oglaševati, pomembno. Ne. Torej, vsemu želim dati nek smisel, ne. In to je sestavni del tega. Ne. Ok, imamo še enega, in sicer kako se izogniti pogovoru z nekom, s katerim ne želite govoriti? So taki primeri, ljudje pristopijo do vas, želijo govoriti z njimi na spoštljiv način. Ne. Jaz mislim, da nam ni odveč, če vsaj prisluhnemo, zakaj gre. Potem pa mislim, da tudi ni naša dolžnost, da smo dolžni poslušati, če nekdo pristopi do nas, ne da bi nas prej vprašal za to. Ne. Potem pa le povedati, vi imate neko svoje stališče, razumem, ampak jaz imam neke svoje poglede in tukaj se bo pač razšla. Mislim, da je potrebno poiskati način, da se z vsakim razidete, pa ne gre še za tak prepir, na en tak miren način. Ne. Se mi zdi, da je to neka kultura, ki se jo da vzgojiti. Ne.
Vi sicer zelo radi športate, predvsem tečete, se mi zdi, a boste Še raje prišli... kolesarim. Še raje? Istrski kolesarski maraton? Problem z kolesarjenjem na takih rekreativnih prireditvah so poškodbe. Kolesarjenje, kot veste, je pač šport, v katerem se gre hitro, se gre dostikrat zelo tvegano, kolesarite za nekom ali pred nekom. Vsaka malenkost gre lahko narobe in padci so celo, kot vidite, na resnih dirkah zelo lahko hudi in se dogaja. Tako da tem franjam in temu vse zaradi teh poškodb in padcev zdaj izogibam. Kaj pa istrski maraton za te? Istrski maraton sem zelo rad prihajal, letos sem bil žal spet v tujini, sem bil zadržan službeno. Žal bom tudi za maraton v Ljubljani, ker sem ponavadi imel najboljše čase v letu, seveda po vsem treningu poletnem sem v Pekingu, tako da žal se mi letos ta ljubljanski maraton ne bo posrečil. Kje pa sicer tečete, ko prijete sem k nam? Mogoče kakšne poti najljubše? Ja, tukaj začnem, prav tukaj na tem parkirišču in tečem do Portoroža nazaj. Do Portoroža nazaj? Približno, ja. Tako. Super. Ob obali. Lepo. Ob obali, ja. No, eno vprašanje glede besede, ki ste jih uporabili in sicer, da imate radi Slovenijo, da vam je tukaj všeč in da bi najverjetneje, kakorkoli bi se stvari odpeljale, ostali tukaj. Kateri so Slovenci, katere osebnosti so tiste, na katere ste najbolj ponosni in so v bistvu po vaše, poleg seveda logično športnikov, ki se jim ali premalo da pozornosti strani Slovencev, pa bi bili zelo dobra reklama tudi v tujini za Slovenijo? No, jaz imam podcast Navdiha, se pravi, poskušam povabiti v goste ljudi, za katere presojam, da svojim ravnanjem pravzaprav sporočajo neke vrednote, ki so pomembne za celotno skupnost. In to so lahko uspešni podjetniki, kot je Ivo Boscarol, ali pa recimo mlade atletinje, kot je Živa Remic, ki ima 15, no zdaj dopolnih 16 let, pa je praktično ena najbolj talentiranih atletin na svetu. Za oboje je potrebno trdo delo, za oboje je potreben talent, za oboje je potrebno znanje, za oboje je potrebno neko odrekanje in vsi ti ljudje, ko pridejo k meni, na svoj način povejo, da uspeh ni samoumeven, da pride z eno vizijo, z enim, kot sem rekel, trdim delom, odrekanjem, z nekim fokusom, osredotočanjem, s fantaziranjem za domišljijo poslovno ali drugačno. In se mi zdi, da ko slišimo od ljudi, ki so uspeli, da je mogoče narediti nekaj, kar se je zdelo nemogoče, kot je rekel Steve Jobs, potem se nam zdi, da se tudi mi lahko bolj potrudimo in bodo kakšne stvari bolj dosegljive, kot mislimo, da so. Če bi lahko kogarkoli povabili v vaš podcast, res kogarkoli na svetu, koga bi? S kom bi se radi pogovarjali oziroma izvedeli več od njega? Jaz mislim, da še vedno je Steve Wozniak tisti, ki bi ga povabil, se pravi desna roka Steva Jobsa. Žal Steva Jobsa ni več, je moja velika ikona, moj velik vzornik. Tudi zato, ker ni bil popoln človek, poznamo njegove šibke značajske lastnosti, tudi njegove poslovne pomanjkljivosti, ampak bil je izjemna, sijajna osebnost. Steve je bil ob njem. Na en drug način je še danes živ, živahen, sijajen sogovornik, ga poslušam in gledam, kjerkoli ga imam priliko slišati in poslušati in ko bi imel priliko ga srečati, bi bilo to zame tako res sanjsko doživetje. Kaj bi ga najprej vprašali? Prvo vprašanje. Če mu je žal, da sta se razšla s Stevom Jobsom, ko sta še razšla. Mislim, da sta ustvarila čudovite stvari, o katerih Ko sem prej omenil Steva Jobsa in njegov rek, ko so Steva Jobsa leta 1984, ko je prišel Macintosh ven, vprašali, kaj je zdaj to. Je rekel, to smo bili sposobni narediti, ker nismo vedeli, da je to nemogoče. To se mi zdi tak prav Jobsov algoritem. Delaš zato, ker imaš nekaj pred očmi, se ne sprašuješ, ali je možno ali ne. In Wozniak je bil njegova seveda tehnična, inženirska roka. Steve Jobs je bil sijajen podjetnik, oblikovalec, seveda se je spoznal na stvari v računalništvu, ampak Wozniak je bil pa seveda tisti, ki je znal te sanje pretopiti v dejanske algoritme in v dejanski software in hardware. Čeprav ste izbrali Samsung. Zato, ker se mi zdi Apple blazno kompliciran. Tanja ga ima, Luka ga ima. Luka pravi, da se staromoden. Ponavadi je tako, da ne gremo tej, ki imamo Samsung, da ne gremo na Apple. Vseh sort mi reče.
Ker nekako mi je všeč, ja, po mojem sem strn. Jaz ga imam tudi. Gospa, vi ste zelo čedni, mladi. Vi ga imate po pomoti. Jaz ga imam zelo rada, mislim, že tako. Okay. Mogoče še vprašanje, Manca, potem počasi zaključujemo. Ja. Mi smo sicer res počaščeni, da se lahko z vami pogovarjamo, da enkrat toliko ne beremo opisa, komentarjev ali pa ostalega torej na vašem Instagramu, ampak da vas vidimo in uspemo z vami se pogovarjati tudi v živo. No, boš kot mrtvo. Ja, to je res. Absolutno. Sicer pa kako se vi odzovate na kakšne te nevšečne komentarje, ki pridejo po moje pri vseh? No, brez tega ni mogoče vstopiti v javno življenje, ne samo v politično. Mislim, da nekdo, ki ni toleranten, mora dvakrat premisliti, ali je kvalificiran, da vstopi v javno življenje. V javnem življenju je normalno, da se ljudje razlikujemo po marsičem, tudi po tem, kako na različne stvari gledamo. In ko se jaz soočam s kritikami na račun mojih objav, kakšenkrat te skušam razumeti, kakšenkrat jih tudi ne razumem, jih zavrnem, kakšenkrat se z njimi strinjam, jih upoštevam, praviloma ne. Živim z njimi. Jaz mislim, da je bilo zelo pomembno za moje politično življenje, vi ste rekli, da sem bil izvoljen večkrat, 9krat zapored, da je bilo to mogoče samo zato, ker sem spoštoval tiste, ki so mislili drugače, nisem pa nikoli podcenjeval pravice, da grem jaz svojo pot. Upoštevaje vse te klice, pozive, drugačne poglede od mojih, ne. To me je oblikovalo. Ne bi pa več kandidirali, je? Ne bi več kandidirali. Okay. Življenje se je spremenilo, drugačno je, ne bom rekel, ali je lepše ali ne, drugačno je, uživam v njem. Veste, ko upravljate neke pomembne državniške obveznosti, se zbudite z nekim stresom, ki ga sploh ne čutite. Namreč vi delate za druge in ste njim odgovorni. Danes jaz delam za moje delodajalce. To je londonski klub oziroma londonska agencija. To so ljudje, za katere delam kot mednarodni svetovalec. To so oglaševalci, ki so na mojih. Njim sem odgovoren. Moja želja je, da so oni zadovoljni z mano. Vse naredim za to, da oni so z mano zadovoljni. Ni pa več treba skrbeti, da bi bili z mano zadovoljni vsi. Ali so danes gledalci, poslušalci zadovoljni s tem, kar sem rekel, ali ne? Če so, sem zadovoljen, če niso, me pa tudi ne moti. Moja služba, moja kariera ni odvisna od tega, kaj si o meni mislijo. To je velika razbremenitev. Še eno vprašanje, mogoče kot takrat predsednik države ali pa predsednik vlade, katero srečanje oziroma s kom vam je ostalo najbolj v spominu? Če en tašen story time na hitro naredimo. Gotovo je bil stisk roke z Mattarello na Bazovici, absolutno epicenter moje politične sreče in zadoščenja. Tisto, kar se je tam zgodilo. Morate razumeti, rekel sem, jaz prihajam iz Krasa. Moja družina je zelo trpela pod fašizmom, tudi v času okupacije. Moji stari starši so bili pregnani od Dachava do nemških taborišč za ženske. Bili so tudi smrtne žrtve, invalidnost, tudi življenjska invalidnost. Hudo smo plačali to ceno. In vendar me nihče v družini vzgajal v nekem sovraštvu do Italijanov, v enem spoštovanju, ampak tudi v samospoštovanju. Da smo oboji enakovredni. In ta stisk roke mi je takrat dal vedeti, da smo dosegli nekaj, o čemer sem sanjal in tudi osebno doživel. Kajti to, kar se je takrat zgodilo, se je zdelo prej nemogoče. In še danes se mi zdi, boste vi sami povedali, ugodno vpliva na eno splošno razpoloženje ljudi, Slovencev in Italijanov tukaj ob meji. In tega sem vesel. Ja, smo ravno v tednu, ko se praznuje priključitev Primorske k matični domovini, tako da najverjetneje je to vprašanje, hvala Manca, tudi pravzaprav na obdobje več kot primerno. Prej ste vprašali, da vas, v bistvu ste povedali, da vas ne zanima toliko, če so ljudje zadovoljni z vašimi vsebinami. Mi povemo, da smo izredno zadovoljni s tem intervjujem in bomo primerno naredili izseke in objavili logično na Instagram. Algoritem še poznate, katero uro je za objavo? Ja, jaz objavljam na Instagramu 5 uri. Pri TikToku imamo zdaj imamo čas učenja, pol leta smo si dali. Pol leta menim na osnovi izkušenj z Instagramom in X-om, da potrebujem, da nekako pogruntam ta medij.
V tem času pa se, torej, kot sem rekel, odpravljamo tudi že na Telegram in na kitajski TikTok, ker ga je treba spet na drug način pogruntati. Predvsem imamo zdaj malček težav za umetno inteligenco, kajti vi greste lahko na kitajsko in rusko govoreče tržišče samo, če imate prevod, ki je direkten in zelo avtentičen, ne, mislim, zelo dober. Ne. Zdaj vam umetna inteligenca to že omogoča, ampak mi moramo to tako narediti, da ne bo dobenih dvomov, da sem to jaz, me razumete? To pa ni tako enostavno. Kajti, če bi tukaj zgrešili pri teh nastavitvah, pride lahko do fejkanja, ki nas potem praktično, če bi oglaševali, ne, lahko stane potem skozi pogodbe hudih odškodnin. Tako da tukaj moramo biti zelo, zelo previdni. Rabimo približno pol leta, da to pogruntamo in potem se mi zdi, da bomo to tudi poskušali. Ne. Dobro, pa še nekaj smo se naučili. Ja, vedno nekaj novega. Najlepša hvala za intervju, gospod Pahor. Hvala, da ste si vzeli čas. Čudovito. Rustja, Manca in Pangos. Radio